En prisrčen pozdrav. Danes je četrtek 26. marca, jutri v petek 27. marca imam za Slovensko vojsko neko predavanje. Moj prijatelj iz mladih let, Bogdan Kovčan, ne vem, kaj je počinil, vem, da je doktoriral na fakulteti za šport, se pravi vojnik, zdaj pa po 50. letu pač je tam neki, ko pa vem, ne vem, če je general, nek major ali ko pa vem, kaj je. Visoko je. No, on me je zaprosil, če bi to moje znanje iz psihoanalize tako celo malo brez dlaka na jeziku podal pripadnikom Slovenske vojske. In glede na to, da je on strokovnjak za kondicijsko pripravo in seveda to bojevanje in vse, kar sodi v vojsko, pač sva se skupaj odločila, da bi dal, zdaj bom pa probal share, se pravi, tule imam nekaj v ozadju, kaj moram zdaj že tule narediti? Share screen, a? A je to? Evo, tole je zdaj tale naslov psihoanalitični vidiki kondicijske pripravljenosti pripadnikov Slovenske vojske. Zdaj, jaz sem med drugim, se me ne poznajo glih po tem. V prejšnjem življenju sem jaz bil ful v športu, v gimnastiki, motoriko sem imel v mezincu, tako da na področju motorike sem dosegel plato pred 30 leti, ali pa še več. Psihoanaliza pa je miselni koncept, s katerim lahko par stvari povem na način, da bo to dobro za nacionalno varnost. Ampak tukaj bom pa brezobziren, tako kot vedno sem. Se pravi, brez dlake na jeziku, brez sentimentalnosti, neke uvidevnosti, uvidevnosti do feminizma, do žensk. In to sem prej vprašal, če smem pač v Debovsko zastaviti to predavanje. Tole je generalka, mogoče bo šla kdaj na YouTube. Sicer se bom pa tudi jutri poskušal posneti. To ni glih vojna tajna, čeprav bom jaz rekel. Tole moje znanje je kar nadležno, ne. Se pravi, sovražnik ne bi smel vedeti, gre to kaj naprej? Sovražnik ne bi smel vedeti, da jaz nekaj vem, oziroma da oni nekaj vedo. Ko gre pa to naprej? Pismo ne gre naprej. Ko bi zdaj to naprej dal? Aha, z miško. Torej, vedeti ali ne vedeti, to je zdaj vprašanje. Ali smemo zdaj tisti, ki smo drugače misleči, ki se nas sicer cenzurira, pa ne pusti v mainstream medije, ali se smemo razgovoriti na področju, kjer pa ne bi smelo biti sentimentalnosti. Namreč tele družbene razmere, ali pa preko vojaške razmere v svetu s to ukrajinsko vojno, pa iransko-izraelsko vojno, ki tudi ni tako daleč, pa tale neka naftna kriza pa tako naprej, pa Balkan je vedno na nekem udaru oziroma je nek sod smodnika, ki lahko v vsakem trenutku eksplodira in mi pokasiramo. Torej, mi kot nacija na prepihu, Hrvati so uvedli nazaj obvezno vojsko, služenje vojaškega roka. Tudi Nemci, mislim, da so šli v to smer. Zdaj, meni ni blizu, čeprav moja dva sinova sta že ven iz tega, nista bila v vojski, imam pa vnuka ali pa še enega na poti. Zdaj upam, da bo vnukinja, katerih hčera oziroma ženskega spola tule v moji najbližji ožji družini ni, pa lahko, da bo tole vnukinja. Ampak tudi vnukinje
imajo v zadnjih, rekel, desetletjih tendenco, vnukinje ženske, da se tam nekje pečajo z nekimi moškimi opravili, se silijo v policijske vrste, celo vojaške vrste, obramboslovke so, me najuvan. Ko to slišim na nacionalni televiziji, jo ne jemljem resno, zato ker ženska in vojska, to ne gre tako skupaj, ne, govoriti. Pa še tam meša hormuško užino pa Sueški prekop. Koliko sem jaz videl tam. Obramboslovka, ženska. Skratka, jaz si upam, če ne drugega, bom posnel zdaj tolo generalko. Freud je pač prepovedano sovražen, dejansko prepovedan celo v Avstriji, tako rekoč njegova matična domovina, na stara leta se je tik pred smrtjo preselil v London, ker je bil Žid, pa so ga nacisti preganjali. Tukaj lahko kaj preberete. Freud je prelomen zato, ker je vpeljal koncept nezavednega, vpeljal je seksualnost, ne sicer na tak način, kot jaz o njej govorim, ko razgaljam politike, njihovo seksualnost. On se je osredotočal na celo otroško seksualnost, ampak seksualnost v najširšem smislu. Bil je prelomen, epistemološko prelomen, vpeljal je tudi kategorijo simbolnega, torej simbolne procese. Cel svet se vrti okrog načela ugodja, epicenter je pa ženska. Moški vrtimo ta svet na pobudo naše nezavedne želje, onstran katerega je izvorno mama, ker je pa mama od očeta, je pa potem ženska tukaj aktualna. Zato, da se dokopljamo do ženske, smo pripravljeni ubijati. In zdaj, če je tole namenjeno vojakom, bom rekel, tako rekoč vse vojne so se začele zaradi ženske. Trojanska vojna, kaj je bila tam ena lepa Helena, pa tako naprej. Vse je tukaj nafta, samo onstran nafte, če gremo pa v nedrje nafte, je pa vedno pol pa tam še ta ženska, onstran katere je pa mama. Seveda smo pri tem sadistični, zaradi analne faze psihoseksualnega razvoja. Zdaj, navadno jaz ne citiram kar tako kogarkoli. Tale Simon Brezovar je pa, temno imam to njegovo knjigo že par let, Motnje osebnosti, zato sem specialist, s tem mojim znanjem sem samo preganjam. Ta teden sem dobil sodbo. Vam prišepnem za koliko? 10.000 evrov. Ampak se bom pritožil, ker bom imel odvetnika, še raje odvetnico. Nagrajen sem s policijo, s sodstvom, zato ker imam znanje. In to znanje je tako, da ga tudi psihologi vsi nimajo, ali pa običajno psihoanalitičnega znanja psihologi nimajo. In psihologi hodijo k meni. Tudi kak psihiatri ali pa psihiatrija se oglas k meni, poznanje, s svojimi problemi pa si ne dajo tablete, ker vejo, da tableti nič ne rešujejo. Kljub temu, da se jim reče, da so to zdravila, prepošiljajo me tudi paciente. Skratka, tale Simon Brezovar je psiholog, mlajšega porekla, torej ni še 40. In tole je rekel, da je Freud nedvomno in nedvoumno eden najpomembnejših zgodovinskih mislecev, osebnosti. Njegove ideje so temeljito razburkale, pretresle, šokirale duh tistega časa, se pravi 100-150 let, ko se je pojavil in začel rovariti kot slon med porcelanom, po neki nevednosti, po nekih egopsiholoških idejah, da tako deluje človekova duševnost, zavestno. Nezavedno je epicenter človekove duševnosti, zavest nič ne ve, da je nezavedno bistveno. In o tem sem že govoril tudi na Faktorju, ki se je ponovno vpeljal. Politična ali pa politološka analiza se bo zgodila skozi psihoanalizo, nekaj sem tudi sam posnel,
ker mislim, da delam dobro s tem, ko vpeljujem psihoanalitični diskurs, tudi v politično analitiko, politologijo. No, in Freud je bil, ne samo po mojem, ali pa po Žižkovem mnenju, tudi Žižek ve, da je Freud večen, da je Freudova psihoanaliza daljnosežna in se jo da usporediti z Einsteinovo teorijo relativnosti ali pa Darwinovo evolucijsko teorijo, za katero seveda ne moramo 100% dokazati, da drži, ampak je pa tako prelomna, do Darwina naprej smo začeli na človeka gledati tudi evolucijsko. Torej ne samo, da je Bog ustvaril Adama in Evo, ker to ne vemo, ali je to res ali ne. Darwinova teorija je pa dala to idejo, da se je človek vzpostavil skozi evolucijo. Se tudi to ne moramo vedeti, da je to res. Tukaj je še potem epohalen Tesla, pa Kopernik, kopernikanski obrat v filozofiji, ki ga je storil Kant svojo, ne s kategoričnim imperativom, ampak s tezo, da človek, subjekt proizvaja lastne resnice. Freuda naprej ni več tako, kot je bilo. Čeprav se bi zdaj rado Freuda izbrisalo in ga dalo tam nekje na smetišče zgodovine, seveda jim to ne bo uspelo. Ideologija je tista, ki bi se rada znebila Freuda, in to leva ideologija, anarcho-liberalna, feministična, legibitrovska teorija spolov oziroma transideologija, teli kulturniki, imenovani sodobni, moderni umetniki, pseudo-umetniki, placebo-umetniki, ki po Freudu niso umetniki, po psihoanalitični percepciji. Jaz sem eden zadnjih teh radikalnih, vsaj v Sloveniji, Freudovcem, ki se borim s kritično mislijo, da par stvari razložim. In zdaj tole razlagam vojakom, pripadnikom Slovenske vojske, da sta spola različna. Vselej sta bila, vselej bosta. Anatomija genitalij je pa tista, ki determinira razlike med spoloma. Kako se anatomija genitalij vtisne v simbolne procese, ravno ti simbolni procesi so tudi dodana vrednost te Freudove in pozneje Lacanove psihoanalize. Anatomija genitalij žensko naredi ženstveno ali pa lezbično, če pride do zavidanja penisa. To je fenomen, s katerim se je spopadala Simone de Beauvoir, ki je napisala knjigo Drugi spol, čez da so ženske drugi spol v tej kulturi, in se je lotila ravno Oedipovega kompleksa. 1949 je izdala to svojo knjigo. Moja knjiga, Prvi spol, pa ne govori o moških, ampak o tem, da so ženske prvi spol, ne pa moški, da so prvi spol, tako kot so mi naprtili te Domen Savič and Company, tudi Nika Kovač, pa njen 8. marec, ki je bil 2019. leta, ko sem se jaz tam bockal na knjižnem sejmu, s promocijo te knjige je bil še v ustanavljanju. So mi ženske, so drugi spol. Ne, ženske so prvi spol, ker je mama prvi spol. Da pa sta spola različna, moramo popeljati Oedipov kompleks, pa fenomen kastracije oziroma kastracijskega kompleksa, in zato, ker nas determinira anatomija genitalij, smo psihično oziroma psihološko različni. Zdaj to, da je človekova duševnost predvsem nezavedna, da imamo to topiko ego, jaz, superego, nadjaz, ono, id. Ta troslovnost človekove duševnosti je tak abstraktni koncept, skozi katerega je Freud želel razložiti, da se večino naših psihičnih procesov dogaja na nezavedni ravni, in tej nezavedni ravni je dal ime primarni proces. Za razliko od sekundarnega procesa, ki pa je zavesten in je tako rekoč nepomemben. Nek imaginaren, kot bi rekel Lacan.
Se pravi, zavest nič ne ve o naših nezavednih procesih, tam predzavest je nekaj, kar lahko zavestimo, pa ima še tendence funkcioniranja po paradigmi nezavednega, sicer je pa ključ vsega naše nezavedno, ki je edino po Lacanu realno. Tisto, kar resnično šteje, na kar moramo biti pozorni, tisto je nezavedno. In to nezavedno je simbolno strukturirano. Se pravi, budnost moramo dešifrirati na podroben način kot sanje. Sanje moramo prevesti iz tistega, kar vidimo, tistega manifestnega, v to latentno, v simbolno formo, in tista simbolna forma je ključna, da bi mi vedeli, kaj sanjamo, in tudi, da bi mi vedeli, odkje, zakaj, kako so vojne, ne? Zakaj se zdaj to dogaja, vse to absurdno, kar se dogaja, moramo razvozlati simbolne procese, ki so v ozadju. Po načelu, recimo, če govorimo o vojski, o vojskovanju, o vojni, država je simbol mame, ne? In se tam v Ukrajini za tisto mamo borijo Rusi, za rusko mamo, Ukrajinci pa za ukrajinsko mamo. In kost tistega ozemlja si hočejo prisvojiti, da bi bila mama njihova, ne? Da je to del mame, da jim nekdo ne bi ukradel mamo, pa jo poškodoval, pa tako naprej. Po načelu sumativnega efekta je pa ozemlje tudi simbol, ne boste verjeli, dreka. Torej tiste prve imovine, s katero mali sralec trguje z mamico in dobi v zameno ljubezen. Ja, to je ta kvantna psihoanaliza, ne vem, kako bodo to vojaki razumeli, ampak malo bom tako laično zastavil, tudi tole vam predavam, ker pač meni se zahvaljujete, da ste se od mene največ naučili, da ste celega Freuda zakapirali s pomočjo mene, ker znam biti malo bolj laičen, tudi knapovščino uporabim, se pravi, sem tudi malo vulgaren, da določene stvari razložim. Tole so pa koncepti Freuda, psihoanalize, skozi katere je mogoče razložiti človekovo duševnost, razumeti tudi družbo, politiko, družbene vsakdanje fenomene. Torej, za troslojnost človekove duševnosti sem že povedal, in primarni, sekundarni proces, tudi načelo ugodja, cel svet se vrti okrog tega, da mora lušn biti na tem svetu, sem lušn je na živalski način, seksualen, agresiv način, lušn je pa tudi biti moralen, plemenit, dajati od sebe dobroto. In potem dobiš neko dodano vrednost, ki se reče sreča. Sam ne tista, ki jo tam na lotu lahko dobiš. Prijeten je tudi mazohizem, prijeten je lahko tudi sadizem, lahko. Zelo prijeten je sadizem za serijske morilce, pa za kakšne rablje, tudi za kakšne vojake je lahko sadizem prijetna stvar. Torej, tukaj je stebrni kamen kot koncept psihoanalize, to je Oedipo kompleks. Zaradi tega je Simone de Beauvoir napisala svojo knjigo, 2 leti jo je pisala. Drugi spol. Oedipo kompleks ima v ozadju to agonističnost, agon pomeni konfliktnost, borbenost, testosteronskost, faličnost. To je atribut vojne, vsake vojne. Oedipo kompleks ima inherentni del, bi rekel, prežet s tem kastracijskim kompleksom. Ja, kastracija tudi, tukaj mi je ostal tale dikcija finance, ko sem predal nekim podjetnikom, tam oni pa sam denar vidijo. On stran denarja je privilegij v ženski želji. Tukaj je interpretacija sanj kot kraljevska pot do nezavednega, je rekel Freud. Zdaj dobro poslušajte, kaj sem jaz upeljal. Par let nazaj, desetletje. Interpretacija sanj je kraljevska pot do simbolnega. In človek je simbolno bitje. Realno je simbolno. Budnost moramo prevesti na način, da vemo, kaj se v resnici dogaja, tako kot sanje jih moramo razumeti. To vsakdanjo budnost. Zato je interpretacija sanj kraljevska pot do simbolnega. V tem nezavedem so potlačitve, so goni, seksualnost, agresivnost, sadizem, to je vse v nezavednem. Ene stvari iz otroštva so potlačene, celo otroštvo je
tako rekoč shranjeno kot odločitev v našem nezavednem in se vrača po načelu, da se prvost oživi v drugosti, v odraslosti. Infantilnost postane vrnjena odraslost. In zato je otrok oče odraslega človeka. Ta eros pa thanatos, to je stari Freud. To v psihoanalizi se ni tako prijelo, kot je Freud računal, ampak če bi pa vendarle probali vzpostaviti dva faktorja po tej klasični multivariantni metodi proučevanja človeške psihe, bi ugotovili, da je ta gon ljubezni, ta eros, vodilni faktor. Potem je pa vzpostavljen nek kontragon temu erosu, to je pa thanatos, Freud mu rekel gon smrti. Po mojem videnju je thanatos zgolj refleks na to, da v tem življenju ne more biti vedno luštno, prijetno. Zato se bori za to prijetnost in postane popadljiv, tanatični. Potem govorimo o thanatosu, kot nek deskriptivni del opisovanja človekove duševnosti oziroma človekovega ravnanja. Zdaj, v tem teoretskem delu je tukaj še zelo pomemben transfer. In ta transfer je v vojski zelo pomemben. Se pravi, čustvovanje med sotovariši, sovojaki, recimo komandosi, grejo na neke misije, pa res, ko zagusti, moraš tam zaupati. Moraš biti prijatelj. Ne moraš tam prijatelj babo nategniti, pa ne me tako čelo spustiš tam, pa rečeš, je bila bitka, ampak me tako potiljak. To se je dogajalo tudi v drugi svetovni vojni. Tudi med partizani ali pa domobranci. So se med sabo, tako tisti, ki je bil v zadnji, onga od spred mu je babo nategnil, ker je potiljak zadev. Simptom je izbira poklica, je simptom. Biti vojak je simptom. Biti agresivn je simptom. Biti konflikten je simptom. In da ta simptom pride, torej vrnitev potlačenega, vrnitev nezavednih nekih frustracij, se oblikuje simptom, ki pa je oenergeten, z bencinom, kerozinom, z libidinalno energijo, ki je lahko smodnik, jedrska energija ali pa trinitrotoluen. Freud je delal z metodo prostih asociacij, ko je terapiral, jaz tega absolutno ne delam. Malo sem poskušal, ampak to imamo druge metode, ki so boljše. Če ne veste, jaz tudi terapiram. In bom terapiral še naprej, kljub temu, da obstaja psihoterapevtski zakon, kjer se ne sme terapirati brez licence. Jaz bom to počel še naprej, ker je to moralno prav. Kaj naj še rečem? To, da obstaja simbolno, ki je resnično realno in tam je puška, simbol falusa, se pravi moškega spolnega organa, tudi pištola, tank, top, raketa, avion, bombe, to vse eksplodira, to je ejakulacija, bi se dalo tudi reči. Zdaj, znamenite 3 faze, za deček je v tem kontekstu pomemben pri vojskovanju, ki ga tukaj jaz tematiziram. Po Freudu obstajajo 3 faze, zdaj obstaja pa tudi druge klasifikacije, kako se da otroštvo razdeliti. Tudi John Bowlby pa Mary Ainsworth sta imela tipe navezanosti na negujoči objekt na mamo, varen pa nevaren tip navezanosti. Potem je tukaj iščejo zdaj, kako se vzpostavijo driverji, se pravi komunikatorji z okolico. Potem se tukaj da še marsikaj znotraj teh 3 znamenitih faz, ki jih je Freud vpeljal v teorijo. Te 3 faze so oralna, analna in falična faza. V oralni fazi se otrok spopada z okolico, največ doživlja mamo, misli dojenje, dobro dojko, in v tem obdobju se vzpostavi življenjski optimizem, neka kronična depresivnost v odraslosti lahko postane
kot posledica se vzpostavi v odraslosti kot tega, da recimo mame ni bilo, je imela nočne izmene, recimo, da je delala po noči. Otrok mora imeti mamico kot inventar, torej to ni nič takega kot otrok in mamica, to posebej, ampak vedno je paket. Mamica in otrok skupaj. In to v tej oralni fazi se mora zgoditi, zato da se otroku v odraslosti razvije duševna trdnost, ta kronični optimizem. To se dogodi tam v prvem letu in zato dopust za mlade očke je absurd. Mladi očka, tudi moj sin, je imel očetovski dopust, ampak ga je imel zato, da je bil suport mamici. In če mamica suportira na strani svojega moža, očeta svojega otroka, potem lahko brezskrbno prenaša ljubezen na svojega dojenčka. Zato je mož, partner, oče otroka, nujen za mamico, ne za otroka. Za otroka je nujna mamica, njegov inventar. V analni fazi že stopa očka kot nekdo, ki ga tudi takrat sicer lahko malo bolj pogreša. V falični fazi, v času Oedipovega kompleksa, je oče neizbežno potreben. V analni fazi mora pa ta mali sralec, deklica in deček, izmenjavati to prvo darilo z mamico, se usrati v kahlico, v zameno mora od mamici dobiti veselje, ljubezen. In če se to ne zgodi, se lahko fejst zaplete v smer razvoja sadizma, tudi neki obligatorni oziroma dolžniški odnosi se ne razvijajo na ustrezen način, če mamica ni prisotna, ko se mali sralec tam pokaka v kahlico, mamica pa kipi od sreče in se zahvaljuje za drek. To se mora zgoditi z mamico, ne pa kar tam z eno indiferentno varuško ali pa tam v vrtcu, kot vzgojiteljica še hvala za tisti drek ne reče, ko vsi serijo tiste kahle, ko po tekočem traku, mali sralec mora čustveno darovati svoj drekec, v zameno mora dobiti ljubezen. In to od mamica, seveda tudi od očeta. Sčasoma se to kakanje potem prelevi po 4. letu, 5. v ene druge procese, ki so vezani pri deklici na rojevanje otroka. Ta kloakalna teorija je v vsakem primeru še aktualna, kljub temu, da je bila delno vržena. Freud je imel neko kloakalno teorijo, se pravi, da se do otroka razmišlja, da se dojenček rodi skozi ritko, ker ni vagine, otrok ne pozna vagine, da ga mamica izserje, to je kloakalna teorija. Ampak ko se ta darovanje drekca oziroma kakanje z leti, po 4. 5. letu, ko otrok, ko deček kaka, on izkaka klobaso, ki je pa vezana na njegov lulček, ki je kronično premajhen zato, ker prej že anticipira očetov lulček, ki pa ni tako majhen kot njegova muhca, ampak on ima tam orang ptiča, da ne rečem pitona. V njegovi psihični realnosti dečkovi se to dogaja in on, ko kaka klobaso, on izkaka erektiran penis. To si nisem jaz zmislil, to so po-freudovski psihanalitiki, tudi že Freud, omenjali, da pa deklica po drugi strani pa rojeva pa otroka. Ona, ko izserje klobaso, ona tam daruje svetu ali pa načeloma očetu dojenčka. Ona, ko kaka, rojeva. Samo ne skozi vagino, ampak skozi ritko. Falična faza, ki je temeljna faza, na kateri se razvije moška normalnost, faličnost, testosteronskost in ženska feminilnost, to je ta falična faza, kjer otrok misli anatomijo genitalij. Tukaj sta ta Oedipov kompleks in kastracija, kastracijski kompleks, ki ga deček zapelje v smer kastracijske bojazni, ko oba spola mislita anatomijo genitalij. In se identificirata z istospolnim staršem, formirata neke objektne odnose s pomembnimi drugimi in še posebej z nasprotispolnim staršem. Deček začne malce bolj sovražiti očeta, ki mu krade mamico, in deklica pa v tej falični fazi zapusti prvi objekt želje mamico
in pride na objekt želje, ki je moški, je oče kot bitje s penisom. To je ključno in tam mora biološki oče, lahko je tudi oče, ampak tisti očka, ki ima mojo mamico. In ta prehod pri deklici je zelo pomemben za razvoj ženskosti v odraslosti, pri dečku pa toliko bolj, ker razvija v tem obdobju tisto pristno moralno razsodnost, ki ima po Kohlbergu ime tudi postkonvencionalna moralna razsodnost, zaradi katere je družba normalna. Torej normalno delujoča, ker so ljudje, moški, na vodilnih položajih v politiki normalni, moralno razsodni. Žensko moralno razsodje je drugačno, temelji na sočutju, ampak ne bomo šli zdaj vse te detajle. Tudi spolna želja, spolna identiteta se formira v falični fazi, v obdobju Edipa, kastracije. O tem bi še lahko govoril, malo namignem, da pač bistvo tega Edipovega kompleksa je, da se njegov očka, sinov očka, lasti njegovo mamico in te mamice si deček ne sme želeti, ker če si jo želi, sledi kastracija. Kar pomeni, da je, ker otrok ve, da obstaja tudi necela deklica s tisto preklano razpočnico, in če si ga on želel očetove žene, njegove mamice, sledi kastracija in se deček odreče mamici, jo prepusti očetu in namesto tega odrekanja, te želje otrokovega, dečkovega življenja mamice, se razvije močna moralna razsodnost. Deklica pa tega dela ne razvija na tak način, ker deklici se pa ne da odrezati lulčka, ker ga v osnovi že nima, zato je tip moralnega razsojanja pri deklici drugačen. Na prvo žogo bi rekel, je šibkejši, deklični nadjaz je šibkejši, ima pa močnejše sočutje, sama sebi se smili, ker nima lulčka. Potem se obrne na očeta, ta ga pa ima, in potem začne flirtati oziroma libidinalno trgovati s svojim lepim telesom, in očka mora reči, ti si lepa, in deklica razvije fantazmo, da svoje lepo telo lahko unovči za očetovega lulčka. In če se to zgodi v tej odipalni fazi, ne pride do motenj hranjenja. Razen, če se zgodi en fenomen, imenovan spolna zloraba. Tam se pa potem tudi vzpostavijo motnje hranjenja, ampak na drug način. Dekličina tekmovalnost do mame ali pa do ostalih žensk, deklet, se pa dogaja na čist drugačen način kot pri dečkih, zato deklica pa vojaški poklic ali pa policijski ali pa falični poklic ne gre tako z roko v roki. Deklica, ona tekmuje z lepoto, nimam lulčka, sem toliko lepša. Ženska tekmovalnost, če je normalna in naravna, se formira okrog tega, ali sem jaz lepša kot druge ženske v boju za moške. Kako ga bom pa jaz osvojila s pasivno lepoto, ne pa z aktivnim kurčenjem. Zdaj, če malo tole na vojskovanje priklopim, v vojski, spoštovane ženske, spoštovani levičarji, spola sta različna in v vojskovanju ni žensk. Naj jih ne bi bilo, razen v teh negovalnih poklicih, tam poljske bolnice, kjer treba ranjence spet erektirati, pozdraviti, da bodo spet potentni, v smislu nazaj usposobljeni za borbo. Razsodno moč skozi pravilno razrešen Oedipov kompleks imajo moški, imajo tekmovalnost, faličnost, testosteronskost in razsodno moč. In skozi razsodno močjo, skozi ta fenomen razsodnosti se potem določene odločitve tudi v vojaškem smislu lahko zgodijo na bolj, ne bom rekel, prijazen način. Na način, da je manj smrtnih žrtev v kakšnih vojnah. Da se mirovni sporazumi prej sklenejo, tukaj je potrebna razsodna moč, čeprav so tudi ženske teoretsko lahko zelo dobre mirovne posrednice. Zato sem imel jaz idejo, da bi mogoče Angela Merkel lahko posredovala pri Putinu
in Zelenskem za zaustavitev vojne v Ukrajini. Se pravi, ženska pa vojskovanje, to je čist druga logika. In tle stopijo na sceno nezavedni procesi, primarna družina, anatomija genitalij, se pravi, vojskovanje pa spol, to je treba pazljivo motriti, biti previden in ne enačiti oba spola. V kateremkoli kontekstu se tukaj ne sme enačiti oba spola. Če tudi ideologija feminizma to pritiska. Torej, ta tekmovalnost, padeček, tekmovalnost je konfliktnost, agon, starogrško, borbenost, nagnjenost k prepiranju, ringu, ne, v ring pa pretepanje, to je užitek. Ker deček premaguje očeta, ki mu ukrade mamico. Ta oče je prvi bog, s katerim se ko razreši Oedipov kompleks, tudi identificira. Odreče se mamice in postane tak kot očka, ker mamica ima očeta rada. Mamici se odreče in naslednica mamice je sosedova deklica, pozneje dekle, ženska. In tudi nagnjenost k verovanju v Boga se napaja načeloma iz teze, torej, da je oče prvi bog, lahko pa mamica sinčka ali pa hčerko vodi v cerkev in ga indoktrinira s cerkveno ideologijo, češ Bog te vidi. Potem se lahko otrok navzame mamičine ideje. Recimo, jaz nisem bil tega deležen, ampak sem bil deležen nepremagljivega, mogočnega očeta in ko je prišel čas, tam okrog 25 leta, sem jaz začel suvereno čutiti, da Bog obstaja. Pa zaradi poznavanja Freuda sem vedel, da jaz tega ne morem vedeti, da imam zgolj in samo tak občutek, ker sem imel močnega očeta. Freud je imel pokolabiranega očeta, kastriranega, tistega žida, ki niti po pločnikih ni smel hoditi in je bil kastriran. Pa še mama je Freudu rekla, da Bog ne obstaja. Se človek rodil, da bi ustvarjen iz nič. Še tam neko foro imela kot ta kožni epitel, ki ga nič ni videti, pa tako naredila, pa pokazala Freudu, evo, iz nič je nastal tole. In da je človek nastal iz nič. To je bila dikcija mame malemu Zigiju. In Sigmund Freud, kot žid, pripadnik izbranega ljudstva, je bil ateist. Jaz pa kot fanatični Freudovec, kot pač najprej ateist, sem postal verujoči, ker sem imel močnega očeta, pa še kljub povidu, da jaz zgolj in samo verjamem v to, vseeno z nekimi kognitivnimi procesi dojemam cel svet kot vendarle malce bolj pravičen, kot zgleda na prvo žogo, in celo nek veroum se mi zdi, da tam nekje v ozadju je. Sam ne vem, zakaj so vojne, zakaj umirajo otroci, pa tako naprej. Ampak vendarle. Skratka, tale dečkova konfliktnost je a priorna, že zaradi samega Oedipa, če pa je v ozadju še kakšna frustracija, kakšna travma, če se še kakšen očim, materin ljubimec pojavi v otrokovem, dečkovem življenju, potem je pa neizmerna popadljivost neizbežna. Se pravi, biti vojak, izbira poklica je simptom. Recimo jaz ne vem, če bi lahko vojak, nisem za to rojen, meni se zdi, da bi se dalo na drug način ene stvari urediti, ne pa skozi vojno. Čeprav vem, da na drugi strani obstajajo popadljivi in politiki in popadljive nacije, včasih se ne da pogovarjati. Se moraš braniti, če tudi z orožjem, in potem moraš imeti vojsko. Pa še tako, jaz sem bil enkrat v Piramidi, to je bila neka oddaja, nem rekel, da predhodnica Tarče, ampak Erika Žnidaršič je to Piramido vodila in enkrat je bila debatska tema, tam so se bojevali, kjer je boljši retorik, tema je bila pa, ali imamo vojsko, ali jo nimamo, ali jo ukinemo, ali jo to naborništvo oziroma celo vojsko kot koncept. Se pravi, da bi razpustili slovensko vojsko. To so levi anarhisti, danes bi rekli levica z veliko pisano,
bili za to, da se vojska popolnoma ukine. Ja, kaj bi pa pri tem tistim, ki ste z užitkom vojaki, kaj bi bili pol baletniki, ne? Kaj bi pol rabili, ne bi mogli biti, ne? Vsi bi bili tam v boksu, v Ultimate Fightu, ker vi imate idejo, da vendarle nekateri, ne vsi, imate idejo po tem bojevanju. Imate tam nekje, zdaj, ali je ta ojdipalna scena zelo normalna, načeloma bi imeli afiniteto lahko do česa drugega, ampak lahko ste bili pa deležni materinih ljubimcev in imate izredno popadljivost, ki jo lahko sublimirano udejanite v misijah. Se borite za mir, za ohranjanje reda, ampak imate pa puško in če je treba, se tudi streljate. Tlele žensk ni, no. Sorry, ne vidim. Zdaj tole, malo sem tudi raztegnil tale ekran, ko ni toliko sumo, kot zgleda, ampak vendarle, tale fotografija je simbolna oziroma simbolična, ni to prav izraz. In ta ideja enakosti spolov, ki je tudi že desnica ponotranila, ko smo prvič bili predsedovali Evropski uniji na Brdu pri Kranju, to so se babe razgovorile, tudi desničarke, zakaj pa bi pa imeli te razlike med spoloma, ne? Se pa tudi fant, ki bi lahko si lakirali nohte, pa take nebuloze, ne? Ne vejo, da rdeča barva na nohtih ima željo po organu, ali pa rdeče ustnice so spodnje ustnice, ne? To ima ženska lahko rdeče, moški nima kaj imeti rdeče. On ima tam puško, ne? Ki je simbol penisa, ali pa pištolo, ali pa minomet, top. Skratka, feministična ideologija je zjebala percepcijo spolov, teorija spolov, woke ideologija, in na udaru so tudi ženske iz tega desnega pola oziroma konzervativnega pola in nasedajo tej ideologiji. Všečno se zdi tako poslušati, da sta spola enaka, pa zakaj pa ne bi tudi ženske, bile vojakinje. Vi veste, da ne more biti vojakinj. Večina vas ve. Spoštovane ženske, jaz se vam opravičujem, boste pol meni lahko parirale, pa kontrirale, pa bom par stvari še tam povedal, ampak v osnovi pa lahko rečem, psihoanaliza kot miselni koncept je močen zato, ker vse razloži. Se pravi, anatomija genitalij ima simbolno strukturo. Simbolno strukturo. Partizani so si žensko dali v čelo, rdeča zvezda je simbol, ne ženske, vagine, prekrvavljene. Ženske so pa pol doma šivale pa zvezdico, masturbirale so. Mi je neprijetno to reči, ampak vendarle bi vam rad razložil, da obstaja simbolna logika delovanja človekovega duševnega aparata. Zdaj jaz se na to temo norca delam, torej na odru, tam razočarala gospodinja pri seksologu, vse to bežno omenim, tudi rokovanje, roka ni roka, stoji mi pri Hitlerju, pamet v glavo. Decnica Šakič, Levanka Rukič, ker partizanki so si doma šivale zvezdico, Tito je bil en glavnih jebačev, pa ti oficiri v Izraelu, si tam moški, tiste vojakinje, vojaška obveznost v Izraelu tudi za ženske in tam te lepe dobijo generalštab, za seks, tega grejo pa na fronto. Tako je to. V kruti realnosti. Anatomija genitalij pač diktira feminilnost pri ženskah in faličnost pri moških. Če ne veste, geji pa vojska tudi ni čist tako kompatibilno, ker tam je večina feminilnih gejev, torej geji so feminilni, so tudi možati, ampak veste, Srebrenico, če poznate fenomen, kaj se tam dogajalo,
Zdaj ne vem, ali je to res, ker me ni bilo v Srebrenici, ne? Ampak Umprofor je imel v tistem bataljonu, ki naj bi bil zadolžen za Srebrenico, nizozemske geje, ki niso imeli dovolj te faličnosti, testosteronskosti. Zdaj, vojskovanje, to ni šala, ne? To ni striptiz. Pa to ni pasivnost, ne? Ko ohromi pride z lepoto, pa ohromi vse. Obstajajo ženske fantazije, kjer prav ena ženska mi je rekla, da fantazira, da je v koncentracijskem taborišču med samimi torej kot židinja, med nacisti, in ona pride in ko lepa, da vsi tisti nacisti klecnejo in ima vse pod kontrolo, ker bi za njeno lepoto naredili čisto vse. Zato, ker je pravilno razrešila Oedipov kompleks in vzpostavila svojo nemočnost, svojo pasivnost, svojo lepoto na način, da ohromi to moško moč, moško agresivnost, moško penetrirajočost. To ženska lahko ukroti, ženske to vedo. Poglejte, Tino Gaber, načeloma, koliko dela včasih krotkega tega golobčka. Ne? Zato je izraz Robertina, ki je izraz mojega kolega Aljuša Pertinača, zelo legitimni. Tudi Jovanka je imela tendenco upravljati s Titom, pa sta jo Dolanc, pa Ribičič, pa še kdo so jo red spravili. Pa so dali stran od Tita, da mu ni pravila možganov, ker je bila vplivna. Pravi moški načeloma posluša žensko. Sem neko je na tapeti vojskovanje ali pa vodenje države. Tudi vodenje firme, tam nima ženska kaj početi. Samo vojskovanje je pa neboj, mesarsko klanje. Ženska na fronti, pa v betlu, kot rekel, komandosinja, to pomeni simbolno disonanco, kar pomeni, da se simbolni procesi nekompatibilno ujemajo en z drugimi. Moški pa ženske se morajo simbolno ujemati. Se pravi, ko ti zmagaš v vojni, banalno rečeno, ti pripada njihova ženska. Zato imajo vsake vojne posilstva in povojne poboje. Ultimativna kastracija. Zato, ker je človekova duševnost taka. Ne zato, ker je ena politična opcija bila takšna, ne. Zmagovalci vršijo povojne poboje v vseh vojnah, ker naši simbolni procesi človeški so taki, človek je nenavadna žival. Pa posilstva, ne. Zmagovalci porivajo vse živo. Rdeča armada, ki je prišla tam cel Prekmurje, so posilili, pa Vojvodino. In to domačinke, pa so bili osvoboditelji. Zdaj ne rečem, ali so te zelo trpele, če so imele svoje fante, so bili v partizanih, so trpele, če so bile posiljene. Drugače pa obstaja tudi znameniti poljub, ko so Američani prišli, kot osvoboditelji iz Normandije, oziroma ko se je končala druga svetovna vojna, so paradirali in to so se zalizali s tistimi ženskami, feministke, pa norijo. Ker obstaja prav ena fotografija znamenita, kjer je moški marinec, vojak, ameriški, zalizal tisto eno mladenko, ki je euforična bila, ki so moški Američani zmagali. In feministke norijo. Zdaj, če malo preidem na tolo, kaj že, psihologijo. To lahko prebere, da so te raziskave vojaške psihologije vedno pokazale, da če je telo pripravljeno, če je trenirano, da je telesna vadba prisotna, da se zgodijo tiste mišice, da se ta srčno-žilni sistem odzove v smer te kondicije, da se čustveni odzivi spremenijo na bolje, oziroma so bolj odporni na frustracije, da se kognitivni procesi, kognitivne funkcije, sposobnosti dvignejo, da so tudi celo nezavedne reakcije, so bolj naklonjene pač ideji, da je treba zmagati temu en battlu, oziroma v eni vojni akciji. Se pravi, telo
uboga psiho in psiha je vsa pomirjena, če ji služi telo. V ozadju, psihoanalitično rečeno, je pa kastracija. Se pravi, če moško telo dobro deluje, je nekastratibilno. Če pa šibko telo, se ga da kastrirati. Šibko, če si ti fizično v betlu, ne če ti drona vodiš, ker šoferji teh dronov so tudi žgoljoti, računalniški maheri. Tam iz studija ali pa skje nekje. Iz ozadja vodijo tiste drone, pa tam ne rabiš telesa. Tudi te droni tudi niso tako nedolžni. In se tepejo v smislu, da te, ki upravljajo drone, ne rabijo imeti take treninge, kot tisti, ki greste s puško na rami v fizično zahtevne akcije. Se pravi, redna fizična aktivnost, dnevni kondicijski treningi zmanjšujejo ta stres, to tesnobo, depresijo. Čeprav depresivnost nastane kot fundament v otroštvu. Neka zaskrbljenost, če zaupaš telesu, nisi toliko zaskrbljen, da boš ti tam omagal, če bo treba bežati ali pa najuriš, recimo karkoli fizičnega. Če ti zaupaš telesu, si bolje razpoložen. Negativno razpoloženje zbledi, če veš, da si ti dobro fizično pripravljen, pa da greste neko reševalno misijo. Saj tle nimate neke akcije pa streljanja. Ampak tam je pa vendarle, če ste na nekih mirovnih misijah, ker imate neke militantne, tiste domorodce, ki na vsak način bi se streljali, celo po svojih, vi ste pa mirovni posredniki, moraš imeti ti telo pripravljeno fizično, psiho pa še posebej, in psiha zaupa telesu in si ti bolj pomirjen. Ker vendarle ni telo tisto, ki vse naredi, te psiha v resnici vse naredi. Dobro kondicijsko pripravljen vojak je nekastratibilen, kar pomeni, da ne podleže ideji kastracije. Kastracija je fenomen iz otroštva. Kot deček spoznam, da se mu lulčka da odrezati. Pa se takrat še joka, kako je kastratibilen. V eni fazi, v puberteti, se pa deček neha jokati. Vi veste, odrasli moški se ne joka. Babe se sam jokajo, tam imam poln robcev za te babe, ki pridejo k meni se malo pogovarjati. Deci pa govorijo ali pa se ga napijejo. Jokajo pa ne. Razen, če gleda kakšne filme, take čudne. Pa na pogrebih se tudi da, ampak ne boš pa jokal kar tako, ker jok je znamenje kastracije. Moški se mora upirati kastraciji. In moški vojak je nekastratibilen. Telo ne more crkniti. To je glih, kako ti hotel, da te baba ne tegne, te pa organ ne služi. Tam si pa kot kastriran, s tisto hreno, ko nekaj opletaš. Ti moraš biti kakor skala, kamen, kost pri seksu in v betlu, oziroma v teh vaših akcijah. Ja, razlike med spoloma so kar se tiče telesa in motorike, ko govorimo o kondicijski, telesni, ne vem kakšni pripravi, pripravljeno je telo, čeprav vedno je v ozadju še psiha. Kadar je pa pripravljen srčno-žilni sistem, pa govorimo o kondicijski pripravi. Ker te mišice pa zalaga tudi s kisikom, srce pa pljuča so še v ozadju. V tem kontekstu je pa kondicijska priprava tista, ki sodi v komunikacijo, kondicijsko pripravljenost. Česa že? Seksualne forme, telesa za fizični napor. Se pravi, telesni napor. V ozadju so motorične sposobnosti, zdaj ne bom vam utrujal s faktorsko analizo, ker skozi faktorsko analizo se faktorizirajo določene motorične sposobnosti od eksplozivne moči, relativne moči, se pravi, ko moraš kila odšteti, absolutna moč, koliko ti kil dvigneš, relativna moč je pa tista, koliko ti telo vladaš. Same kile niso tako v ospredju. Lokaliziraš lahko tudi moč nog, ali pa tudi hitrost,
hitrost nog pri teku, tapping je ena posebna hitrost rok, frekvence, tukaj je preciznost kot motorična sposobnost, sam pa preciznost projektila ali pa preciznost vodenega, recimo, če bi bil kak meč ali pa neko bodalo, imaš v roki predmet, pa ga vodiš k cilju. Je tukaj ena posebna motorična sposobnost, vodeni projektil, se pravi, če si pa ostrostrelec, imaš pa tam drugo sposobnost, ki je malo telesna, predvsem pa psihična. Pa vendar je tudi sposobnost, ki se skozi faktorsko analizo izloči, se pravi, se faktorizira in temeljnih motoričnih sposobnosti veste, da jih je, lahko bi rekel, maro morje, odvisno, kdaj analizo variance končaš. Imaš 100 testov, potem pa zreduciraš na 10. Potem se pa ti testi grozijo na posamezne faktorje. Koordinacija je ena od motoričnih sposobnosti. Potem je tukaj lahko mimo koordinacije še neka agilnost, ki je tudi zelo franšiza koordinacija, ampak je več neke hitrosti noter. Koordiniran v smislu koordinacije je lahko tudi debel človek. Debel človek je pa tako štorast, ker s tem špehom pa obilnim telesom ne moreš upravljati s telesom. Pa se ta koordinacija ne vidi na nekem testu koordinacije. Recimo poligon nazaj. Veste, da obstaja tisti test. Mimo grede na difu, imam jaz rekord. Ne vem, koliko 4:1. Če ga kjer počest je car, jaz smo 4:1. No, čeprav telo je narejeno za žensko uživanje, moško telo. Moški se s telesom kurčimo. Zdaj, to žensko telo, pa ženska motorika, to je zdaj čist druga zgodba. Ženska je tudi lahko vojakinja, sam, bi rekel, je dobra, če je lezbika, če je una striptizeta, ta ne bo šla, ta je vojakova nagrada. Ta se bo fajn dol dala, če bojo vojaki dobri v akcijah. Pa če bo kjer rešil, se mu bo oddolžila. Se pravi, ženska pa moški sta različna v teh vojaških segmentih. Sorry, se lahko na glavo postavljate. Zato, ker sem na eni strani specialist za motoriko, pejte delati teste, zgibe, spoštovane ženske, ali pa kjer dali puško držiti takole. Da te videli, ne morete parirati. Mišična masa žensk je šibkejša, več špeha je, nenazadnje medenica je širša, pljuča so malo drugačne, so te mehka tkiva, mamljiva, so bolj za gledati pa šlatati, niso pa z pektoralisi tak, za moč. In kar se tiče nacionalne varnosti, če pride do vojne, spoštovane ženske, ne se petljati v vojno. Čujte naše otroke. Se pravi, tukaj pa ne bomo zdaj mi nasedali teoriji spolov, pa te ideologiji profeministični. Tukaj ni šale. Če ste mene povabili, in zdaj jaz tisti, ki predavam, moram to izpostaviti. A rad ima mož, je faličen, je testosteronski, rad se kurči. Tale ženska je pa vojakova nagrada. Kdo že rekel? Nietzsche. Lega vojnika. Ali pa Fugfehter. Jaz ima dobre bicepse. Le kakšne lopovske parkle ima. Kam bojo te rokice šle po teli mladenki. Vse ta je lahko vojakinja, ampak vojakinje tole, zdaj, če niso lezbike, imajo nebrzdano pohoto, ker se silijo tja, ker je veliko moških. Me pa bo, tudi če nisem dosti lepa, ker jih je veliko, se bom pa napil. Ja, malo vas nasmejim. Se pravi, tale kondicijska pripravljenost, se pravi, srčno-žilni sistem, pa da je še telo, ta mišica, rab, kisik, moš dihati, pa srce mora ti not dajati, to pretok krvi. To je temelj, dobro telo, da se ti psiha lahko preoblikuje na bolje, da si bolj zaupaš. Pa tudi močna, trdna psiha predstavlja osnovo za dobro telesno oziroma kondicijsko pripravo. Zakonitosti tudi tale, zdaj to berem, telesna priprava, ali pa bom rekel skrajšana kondicija, fizična priprava, izboljšuje tudi kognitivne procese, ker nimaš, nič te ne skrbi in ti pamet lahko bolj suvereno dela.
ki treba razmišljati. In če si ves preplašen, ker ti telo crkuje, potem ti kognitivni procesi nimajo bencina, ker so zapacani s čustvi oziroma s strahom, z dvomom. Zato ta znamenito delo na sebi iz registra psihe ne steče ali pa težko steče, če telo ni dobro delujoče. Za nekoga je dobro pripravljeno telo tudi lahko krinka za šibko psiho. Ne? V resnici je ves preplašen, dela pa tiste benče s 100 kilam. Počepe na eni nogi. Jaz sem jih 100 naredil, sam nisem bil preplašen. Jaz sem izredno močno psiho. Ne? Bi bil pa slab vojnik, ker ne bi nič v Bogu. Benga ne bi v Bogu. Jaz bi delal tako, kot mislim, da je prav. Ne bi šel tam nič streljati. Jaz sem streljal v vojski samo v tarčo in sem vse zadev. Sem šel 2 dni na dopust. Ampak prvi zadnjič pa nikoli več sem streljal. Jaz sem vedel, da tistem muha moram poklopiti, ne, pa bo šel v center. Pa nočno gađanje smo imeli tam na Počeku, ali ko je že bilo, posta nisem bil v vojski. Tu sem za sekundno videl lučko, tuf, pa smo streljali. Oni cincaroši in lučka sekundno, on se pa pripravljati začel. Jaz pa vidim, tik, puf. Si ja vedel, da moraš še streljiti, ker samo 1 sekundo bo lučka. Sem bil odločen, ko ga je bilo treba not dati, sem ga dal. Oni so pa cincali tisti. Razni lulibuci. Ok, posttraumatska stresna motnja. To je pa zajebana stvar. To je poseben problem. Zdaj, o tem se jaz ne bi toliko razgovoril, ampak vam to rekel, kar povem, če imate kaj s tem probleme, da dobro pripravljeno telo ti pomaga, da posttraumatsko stresno motnjo, vi veste zdaj verjetno, kaj je to. Ne? Se pravi, da ste tam na eni misiji doživeli en velik šok in ta šok vas je tako prizadel, da se še kar niste naglihali. To je posttraumatska stresna motnja, ampak to je stvar psihe. Če je pa močno telo, pa ti tem telesu nekako kot sugestija bolj zaupaš. Kljub temu, da je psiha v ozadju. Ampak vendarle, če si ti telesno močen, logično sklepaš, da kar tako te pa ne bo scat pelo ali pa ne vem. Odvisno, kak tip posttraumatske stresne motnje je, oziroma kakšen dogodek je bil v ozadju, ki je botroval tej posttraumatski stresni disorder, če PTSD. Post-traumatic stress disorder ali pa motnja. Se pravi, vojak mora zaupati svojemu telesu, mora biti odporen na stres, na frustracijo in potem težje zapade v ta sindrom posttraumatske stresne motnje, čeprav je v ozadju pa psiha in tudi šibka telesa so lahko ful tolerantna na te dogodke frustracijske, te strese, šoke, ker imajo močno psiho iz primarne družine. Pa so čistko telesno mogoče, recimo, da bi tam z nekim dronom se šel, pa bil pa nek napad, pa bi tisti žgolje tam po tistem napadu preživel čisto normalen. Ne bi imel nič posttraumatske stresne motnje, tako kot nekdo drug tam, ki je bil tudi na dronu, pa bil pa ves nabilzan. Zato, ker je fundament iz primarne družine pri ljudeh drugačen. Tukaj je pomembna ta teorija travme, se pravi, vsak ima nek fundament, iz otroštva nek miselni odtis, kjer so se določena čustva zapeljala, se mogoče zavozlala in v teh travmatičnih dogodkih posledica, katerega je posttraumatska stresna motnja, to zdaj varira. To varira, ne, pri ljudeh. Nekateri imajo psiho tako pa tako zaradi primarne družine, tudi genetsko so lahko drugačni, tudi na iste dogodke zaradi genske strukture, pa relativno podobnega otroštva, lahko ljudje čisto drugačno reagirajo. Tudi genetska struktura je v ozadju, ne sam tip družine, pa telesna pripravljenost. Dobra psiha v resnici, dobro si zapomnite, v resnici ni povsem neposredno povezana z dobrom telesno-psihično, torej telesno-motorično-kondicijsko pripravljenostjo. Ampak je v ozadju
primarna družina, razrešitev Oedipovega kompleksa, močen identifikacijski lik, če je oče, če je močen, potem te ne bo zjebal. Če pa fotor nek ljulibuc, ti si pa skopiral fotra, si pa tudi ti ljulibuc. Če te mama skozi nič dajala, ne, pol nimaš samozavesti, če te fotor ni hvalil, si ti brez samozavesti. Bildaš lahko, ampak tam je pa treba ubetljeti, se pa v straha poščiješ. Sorry, zdaj sem se tega Gladiatorja spomnil, veste, tale Gladiator film, ko so šli ta rasli krov v tiste leve, ki so tam bili, on zarjavel, ta je že scal. Ne, pa je bil ves nabildan, ampak se je poscal. Od strahu. Kje smo zdaj? Ja, tole, ne vem, kaj bi rekel. Kondicijska pripravljenost ženske je čisto drugačna. Drugačna je zato, ker je psiha drugačna. Ta znamenita paradigma, ki se je tam upeljala v teorijo bek ali boj, to velja za moške. Za ženske, če je ženska normalna, ni bek ali boj, ampak bek ali pa poiš ti, pa te bo branil. Ne? Ker ne boš ti, kje si očka, brani me. Vzadje je oče. Razen te radikalne lezbike pa funkcionirajo tako kot moški. V objemu zavidanja penisa. Ja, kaj ne rečem? Ženska je vojakova nagrada, je rekel Nietzsche. In zdaj tele, če so cari, ne, tole niso glih vojaki, razen tale Teleo, mogoče bi bil. Če je moški zmagovalec, car, junak, prvak, neokrutljiv, neustrašen, ima atribute očeta in ne rabi biti lep. Ok, če ima tale organ, orang, ki je obdarjen, ne, ta ima pa privilegij. V ženski želji kar tako malo a priorno. Ona pa tam ni tale glih vojakinja, to je pa bolj vojakova nagrada. S tolo lepoto dobi kjerkoli, če. Dobila bo pa tizga, bo največji car. Atribut odličnosti je pa denar. Ne? Zdaj tukaj, ko greste na misijo, tam imate denar. Pa so babe zadovoljne. Una ena ali pa te, ko vedete, vi pa na misiji, tam me bo počastil. Pa vojak je tam dobro nategnil. Stereotip, ne. Pa je to lahko res, ali pa tudi ni. Vse je res bolj, ne. Zdaj jaz tako lahko govorim, ker jaz ne sovražim ženske, ker če imam Venero v levo, pa prvi spol knjiga, ki sem jo napisal, to je knjiga o ženskah. Ženske so zame prvi spol. In zato jaz ne govorim o enakopravnosti, enakosti, ne. Jaz bi vpeljal celo 2 ustavi za moške in ženske. Zato, ker vem, da to nimaš kaj, da vsak poplačil na večeri. Nimaš kaj v to smer se. Moški vedno plača, ženska pa pol ali se oddolži, ali pa se ne oddolži. Ampak ti, da lepoto gledaš, moraš plačati. Moški vedno plača. In jaz sem ta radikalno psihoanalitični pogled, ki je konsistenten, v ozadju je Freud, in jaz to imam, to furam, sem rekel, take it or leave it. Tole ste slišali, o tem se ne sme govoriti, samo vendarle. Dodano vrednost morate vi dobiti, kjerkoli boste to dobili. Z knjig se ne boste naučili, z onih hollywoodskih filmov tudi ne, z kakih dokumentarcev mogoče, pa izpovedih nekih vojnih veteranov. To boste, ne, mogoče dobili. Jaz sem pa to povem, zato, ker vam hočem dobro, pa zato, ker mi ni vseeno, da bi ta ideologija feminizma zasmetila še po vojski. Sej sem bil jaz tisti, ki sem rekel, da ženska ne sme biti poglavarka, ne vojakov, ne policajev. To v času, ko je bila Alenka Ermenc, tam policistka, pa tle ste imeli pa Ljubico Jelošič. Pa je še vedno nekje prisotna. Vete, jaz skozi psihoanalizo to tako vidim. Lahko ne rabite to zdravo zagotovo vzeti, ampak tole sem vam jaz povedal. Nisem niti gledal torej drezal v to seksualnost. Veste, te seksualnosti, to, če ste normalni, skusne babe tuktate, pa kutakiro na tega. Razen, če imate tisto eno izbranko. In zdaj ta ženska mora biti tam kar bolj da je lepa, kakor da je tam neka korpulentnica ali pa da je lezbika, ne, ki je idealna vojakinja. Kar dajte jo vi nafehtate, da se ga bo lotevala, ko bi rač golaža.
Ne bo se ga, vam jaz povem. Ker lezbikam se kurc gnusi. Raj kila dreka požre. Zdaj, sorry, če ste lezbike, lejte, to je neka vednost, ki fantje jo imate. Jaz sem napisal Penis in ženska želja, tam tudi o lezbikah. Lezbika ti raj kila dreka požre, ko da bi ga v roko prijela, kaj šele da ga fafa. Ni tako enostavno biti ti tam klitorično mejhen, pa tam 2-metrsko babo dobiš. To ti zacvre glavo, ker pride do simbolnih procesov, ne? Ker klitoris je on, ki ga ni, tist mejhen, falus je pa tist, ki je kronično premajhen. In tale kombinacija plesna, ko jo vidite, to je škrta not po glav, ne. Kot vojaki morate vedeti, zadnja stvar, ki se sme družbi narediti, je vojskovanje, je vojna. In te butli tam gor v Ukrajini pa Rusiji tega ne vedo, oziroma ne vedo, politiki ne vedo, ne. Jaz ga mogel tega Putina dobiti za pol ure. Da povedal, da so človeška življenja bolj pomembna kot tiste 3 škafe zemlje, ki je simbol mame in simbol dreka. On se pa tiste 100.000 ljudi je tam pomrlo. Kakorkoli že. Freud je rekel, ko se je človek naučil, moški, naučil govoriti, je lahko odvrgel kopje, se je nehal bojevati, vojskovati in takrat se je rodila civilizacija. To so Freudove besede. Freud je tudi napisal spis Warum Krieg, ko se reče, zakaj vojna. Z Einsteinom sta se dopisovala, sta se. Kakorkoli že. To bek ali boj, to je bistveno bolj zakomplicirano. Če v neko strokovno literaturo najnovejše raziskave kažejo, da si tam človek si vzpostavil paradigmo bega, ko je zbežal, ali pa se boril. In vi se zdaj borite. Ni čistko. Ampak s faktorsko analizo bi pa mogoče pa res 2 faktorja se dala najti, se pravi, ko ti se upiraš kastraciji, ali se pa ne sprijazni s kastracijo. Umakne se, pa nehaš unmu kastracijsko pretiti. Se pravi, kastracija pa tisti fenomen, ko se ti sprijazniš, da je foter, da ti ga bo odrezal, pa se tam jokaš, ne. Potihem se sprijazniš, da to pa nisi, ko bom velik, bom tako toče, ali mu pa potihem mu pa red, ne vem, vrat zavil lastnemu fotru, ti krade mamico, pa te v red spravlja, pa lizi, ko ne smeš jesti, pa spat moraš jeti in to v svojo posteljo. In tam imaš potlačeno jezo do lastnega očeta in potem si lahko vojak, če je to nujno. Tisti, ki pa ste vojaki, tako prav brez tega ne morete živeti, imate pa pol zamero do očeta bistveno bolj patološko in ste bolj suvereno lahko, z večjim užitkom, lahko vojak, ali pa če tam kak oči bil, očim, je stric, ki prišel mamico mi nategovati, ne. Tam bom pa vrat zavil, ne moreš brez tega, da bi se prepiral ali pa ultimat fač, sploh ne moreš živeti. To je pa idealen za komandosa. In telo moraš imeti neka stratibilna, se pravi, moraš vsak dan v fitness 3 tone prebildati. Pa fajn je, če imaš kako samohodko, ali ko je tule, Patria, tank ni. Ki je falus, ne, in to Warren falus, ni tam klitoričin, to je petarda. Ne. Se pravi, vse tole lahko preberete, kondicijsko dobro pripravljeni in ustrezno razmišljujoči vojaki prej in bolj učinkovito zaznavajo simptome, ne, se pravi teleso, neprijetnosti, uvod v strah zaznavajo, pospešen srčni utrip, kaj pa z mano narobe, kako pa jaz diham, ne, kaj pa tle nekaj tišči, kako z madrijsko dobo, ja posral se bom od straha. Ne, če tam, zdaj pa ni tole simulacija, zdaj tole imajo puške, mi pa tudi. Ne, če ste neki mirovni misiji, ne, si predstavljam, da je to tako. Filme sem pa tudi gledal, samo filmi so malo drugačni, kot je v resnici, ne. Danes za tega psihološkega znanja vemo, da to mi ne moramo v telesni pripravi govoriti, če je software zjeban v glav. Ali pa BIOS, če si ti tam
Mislim, zdaj, sorry, lahko da je kjer biseksual ali pa te feminilni geji, ne vem, če ste tukaj. Ampak baje v Srebrenici so pa bili teli nizozemski geji in te niso znali odločitev sprejeti. Ne. Zdaj bi rekel, feminilne geje, tu lahko, ne vem, ne bi rekel, da so lahko kuhari, ker se pa silijo tam, ki so mačo meni, ne, v upanje, da se ga bo kak usmilil. Ne. Ampak to, ko mi psiho spoznamo, vemo, da to temo, ki jo danes obravnavam, telo pa psiho ločevati ne moremo. To je eno in isto. Ok, tudi kondicijsko dobro pripravljeno moško telo predstavlja temelj za stabilna čustva, običajne občutke, take običajne, ne, normalne. Učinkovito psihično delovanje, če imaš ti dobro telo, učinkovito psihično deluješ. Pa v ozadju, ja beri, imam dobre nezavedne procese, ki jih pa diktira primarna družina. Dobro psihofizično pripravljenega vojaka se ne da kar tako psihično zlomiti. Vendar, če se zlomi telo, se zlomi tudi psiha. Če pa se zlomi psiha, pa tudi nezlomljeno telo ničemur ne koristi. Vse v glavu. Ok, zdaj, če bi še kaj psihoanalize upeljali v tolo vojaško pamet ali pa v to znanje, ki ga rabite. Tu je eno veliko področje transfernega čustvovanja. Se pravi, čustvovanja v skupaj delujočih skupinah. Ne samo komandovskih, ampak tudi v vodu. Ne, vod, četak, ne, ko vi temu se rečete. Ko imaš tam nekega poglavarja oziroma ko je že ta oficir, poveljnik, ne, on je tvoj oče. In zdaj to ni, to se fajn sliši, ne, ampak v resnici gre pa za transferne procese, ki pa so znani iz psihoanalize kot psihoterapevtske metode. Transfer je odkril Freud. Že pri Breuerju. Breuer je bil starejši kolega, ki je terapiral te pacientke, pa vsako nategnil. Ker se je zgodilo čustvovanje. Ampak ni problem, da so bile one lepe, mlade, ta pa star. Problem je, da so se pacientke čustveno navezale na tega Breuerja, ki je bil že strdec. Ampak one so čustvovati začele. Ker skupaj delujoče skupine začnejo transferno čustvovati. Psihoterapija je bila pa včasih dolgotrajen proces pogovarjanja, več tednov, mesecev, let se je pogovarjal. In potem se pacientka zaljubi psihoterapeuta in ta je promjeno na mozgu lahko naredi. In ne smeš se s to v psihoterapiji s pacientko dol dati. To je pa prepovedano. In ker ti veš, ona se bo že zaljubila in bo hotela se tikati, pa bo hotela na kavico jeti, ali pa kar, skratka. Transferni odnos je pa tudi odnos, ki se dogaja v skupaj delujočih skupinah. Jaz sem to ful razlagal športnikom, trenerjem, Masi Maze ali pa Ivan Hudeč, Petra Majdič. To so transferna čustvovanja. Trener, športnica ali pa trener, športnik. Bom zdaj rekel, negativni transfer. Zlatko Zahovič je tega očeta Srebka Katanca, ga je tako jebil. Ni imel očeta, pa se pa ta negativni transfer zgodil, Srečko Katanec se pa ni znajdel v tem negativnem transferu, ki bi mogel tega sina tolerirati, ker ga je rabil. Tisti, ki se spoznate na fuzbal. Za nazaj, za 20 let. Se pravi, ta transferni odnos je ena rezerva, o kateri bi se dalo še veliko govoriti. Zdaj, to, da je mama simbol države. Predsednik države ni pa simbolni oče. Zato, ok, mi imamo predsednico, ampak še vedno imamo Milana Kučana, ne, se veste. Volitve zmaga tisti, ki ga bo Kučan določil, ne, ker je simbolni oče naroda. Tako bi bil tudi Drnovšek, pa je že umrl, pa tako naprej. Zdaj, tale Musarca je bolj neka stara mama naroda, pa še to ne. Tam neka tetica, ki je malo prišla, da bo pospravila v doma, v družini. Pa je bolj na laufa to. Golob ali pa kjerkoli prejšnji predsednik Šarec je pa poredni brat z leve scene.
Recimo Janša pa že simbolni oče za desno politično sceno. Se pravi, te simbolni procesi imajo čisto drugo logiko. Zdaj je to fajn vedeti, ne, da je država simbol mame, da je ozemlje simbol dreka. In pa pejte motrit, zakaj se Rusi pa Ukrajinci tepejo. Za tista imovina imenovana najprej bila drek. Pa Rusija, pa Ukrajina, oboje je mama. Za Ukrajince je država Ukrajina mama, za Rusije pa Velika Rusija mama, tudi del Ukrajine. In pol na tisoče ljudi, vojakov umre, tudi civilistov. Zdaj, da imajo sovražniki, nasprotniki, simbolna zastopstva, bodi si očeta, slabega očeta ali pa očima, to je tudi v ozadju te kvantne psihoanalize, da so vojaki, so bratje na simbolno nezavedni ravni. In če ste imeli veliko bratov, to se ful, ali pa saj enega se ful dobro znajdete v teh skupinah, skupaj delujoči. Če niste imeli ne bratov, ne sosedovih dečkov, ko ste odraščali, bi bili osamljeni volk. V skupinsko delo sploh ne paše, ampak v vojski so določene misije pač skupinske. Zaradi žensk so pa vojne. Ne bom, posilstvo sem že omenjal. Ja, zmagovalci imajo privilegij v ženski želji, se veste. Ko sem mislil še povedati? Zato, da s telimi babami shendlate, morate imeti kondicijo, ker če je seks slab, vas bo pstila. Šport je eno samo kurčenje, ampak brez orožja. Vojna ima pa kurčenje z orožjem. Kurčijo se bolj kot vojaki, v bistvu poveljniki ali pa politiki, ki odločajo o vojni in miru. Vojna nima fair playa, te konvencije o ranjenih ali pa ujetnikih, držijo ali pa ne držijo. Prej ne držijo, če se gre na nos. Torej, če v Iranu ujamejo ameriškega padalca, tu ne bojo glih lepo ravnali z njim. Ne? Oziroma, če so talci na drugi strani, bo za enega pilota tam 20 Irancev bilo izmenjenih. Skratka, ker je človek tak, kakršen je, ne vem, kdaj čez tisočletja bojo mogoče vojne izumrle, ali pa nikoli ne bojo, ker človeška psiha je taka konfliktna, da bojo vojne vedno aktualne. Kaj sem še kaj povedal? Ali pa pozabil povedati? Ja, to. John Berger je 72. leta rekel, da moški deluje, se kurči, z dejanji, ženska se kaže. Torej, ženska kaže vse razen mednožnice, čeprav tale jo kaže svojo lepoto. Vse na ženski je lepo, razen mednožnice pa grozljiva, če ste to slučajno kaj že stuhtali. Moški se pa kurčijo z dejanji. Kurčenje pa je dobesedno pomeni, da je ta falos, torej penis je aktiven, ni pasivni. Pasivna je vagina. Ampak ne bom šel v to kvantno psihoanalizo, da si ne bom zbil kredibilnosti. Ja, slika je grozljiva. Od nekdaj so uniforme rajcale ženske, moški se v uniformi, recimo policist ali pa vojak, žensko naredi mokro, a priorno je pohotna rata. Večina žensk moške v uniforme rajcajo, ker ta moški z uniformo ima moč, ki je atribut penisa, je penetrirajoč, je predrzen, rine v koitusu in v prodiranju v kakšnih akcijah. Ja. Zdaj, to, da je v ozadju, v nezavednem ali pa v predzavestnem, kar pomeni, da skozi tuktate na tale seks,
da morate imeti eno močno telo, ki ni narejeno samo za vojaške akcije, ampak tudi za dober seks, ne. In ženska tam, če moški ni telesno dobro pripravljen, ko ga jebe, ne. Moško telo, dobro pripravljeno, z dobrimi six-packi, obeta, da boš to ogabne gibe vztrajno počel dolgo časa, ne. Apriorno moško telo, dobro pripravljeno, obeta ženski užitek. To je ta nezavedna vednost, nezaveden sklep, ki ga opravljata oba, spontano, nehotno, nezavedno. Oba, moški in ženska. Naj še takole za konec rečem, da te nekontrolirani treningi za moč, kondicijo lahko človeka, ne človekinja človeka, torej moškega, lahko naredijo brezčutnega, psihično pohabljenega. Pri ženskah je pa stvar drugačna. Dosti imam, ja, dejansko imam dosti. Vi pa tudi, ki ste tole poslušali. Na to temo bi se me dalo še kaj vprašati, ker jaz ne vem točno, kaj bi koga zanimalo, imam odgovore tudi na druga vprašanja. Evo, to je bila generalka za jutri, ki bo šla verjetno na YouTube. To je bilo to za danes, pa se vidimo. Glejte, če ste do konca prišli, Faktor bom po moje spet imel. Čau.